Lep dober večer, spoštovane in spoštovani v Lavričevi knjižnici. Srečanja z Anilom Lokarjem potekajo, rekel bi, imenitno. Pogovor med obiskovalci teh večerov se razpreda. Ti obiskovalci predajajo to, kar prejmejo kot sporočilo naprej drugim. Tako da zelo sem vesel, da vidim vedno več ljudi tule. Razen tega ima vsakdo možnost dostopa do posnetkov z prejšnjih srečanj in sicer na naši spletni strani. Z nekim osnovnim znanjem računalništva oziroma poznavanja uporabe računalnika preprosto dostopite na oznako video na naši spletni strani na vrhu in ste že usrečeni, kot bi bili tule. Tako da, kot rečeno, dober večer še enkrat. Imamo pa seveda vedno tudi imenitne goste, ki oblikujejo te večere in nam pravzaprav vsak svoje strani, svojega zornega kota prenese različna spoznanja o ajdovskem zdravniku in ajdovskem pisatelju. In seveda tule poudarjam, Danilo Lokar je tudi zdravnik oziroma je bil tudi zdravnik in prav zaradi tega je naš današnji gost zdravnik. To je dr. Franc Koren, specialist interne medicine, Lokarjev, kako bi dejal, strokovni sopotnik oziroma sodelavec. Dober večer, dr. Koren, dobrodošel v Lavričevi knjižnici. Lepo. Dober večer, ja. Franc Koren je ni le zdravnik, je tudi poznavalec Lokarjevega opusa in predvidevam, da bo poskušal zastaviti današnji prispevek z dveh gledišč, pravzaprav z dveh zornih kotov. Na eni strani bo osvetlil Lokarja kot zdravnika, na drugi strani pa kot pisatelja. Vsem želim prijeten večer, tebi, Franc, pa samo eno sporočilo. Oder je tvoj. Ta je dobra. Tako, ja, hvala, da ste prišli v tako lepmo števili, moram biti pa prav zadovoljen, se mi zdi, da res. Večina vas poznam dobro, kakšnega tudi nije tako ma, itak ste dost, tudi eni ste moji bolniki in tako. Tako da sem vesel pravzaprav, da sem na nek način lahko tle noter se vklopil v to raziskavo, v to raziskovanje doktorja Lokarja, našega kolega. In Lokar, moram reči, da me zelo preseneča in me je presenetil bolj, ko sem si mislil, no, tako po domače povedano. Mogoče bom začetek povedal en par stvari, tako da ste malo vedeli, kako sem bil recimo jaz neposredno povezan z doktorjem Lokarjem. Sem eden med, rekel, še živečimi zdravniki, smo leta 1989, ki je umrl, stali na častni straži ob njegovi žari v kinodvorani ajdovski. Ne vem, ali si bil Matija ti tudi, doktor Žužk je bil po moje tudi še, no, nekaterih pa ni več med nami, recimo ni več doktor Ščuke, ni več doktor Krkoča, in mi smo tam držali častno stražo temu našemu ajdovskemu doktorju, takrat, ki je umrl pač pri žari in smo bili pol tudi na pogrebi. In jaz mislim, da takrat se pravzaprav nismo niti zavedali, koga smo imeli med sabo na nek način. Tam pa tam si prebral kakšno knjigo, vendar kakšnih prav globokih stvari pa tudi nismo vedeli o njem, ker nismo nič delili z njim. Doktor Žužk bi se ga bolj spomnil, pa doktor Krkoč pokojni. No, pač kakor en drobc je bilo tudi, da sem jaz bil tam pa na častni straži kot mlad zdravnik. In tu mi je pa tudi na nek način eno zadoščenje, tega pravzaprav se ne dela več, vendar je to bilo zelo pomenljivo, veste, takrat, da si stal tam lepo oblečen, na eni strani eden, na drugi strani drug zdravnik, in smo se zamenjevali in ga na ta način, na poseben način počastili. No in drug utrink mi je pa uspelo zbrskati, jaz sem even mu prav spomini svojmu, da je tudi takor po naših krajih ta zdravnik, naš dobri Lokar, delal. No in mi je uspelo zbrskati.
Namreč moja pokojna soseda, Ana Pregel, je bila med drugo svetovno vojno noseča. In je pol se pač začel porod in nekukar ni mogla ti za otroka poroditi. In pol takrat so bile pač čudne razmere, na coli je bil en nemški zdravnik, ker so bili Nemci tle takrat, in je šel, rekel, mož od te Ane, prvo do tega nemškega zdravnika, da bi pomagal. In je prišel ta Nemc in ni mogel reči tega poroda. In pol so se spomnili, kje če bi mi šli v doktorji Lokarju v Vajdušno. In so Nemci, zanimivo, med vojno to žensko pelali v Vajdušno, v doktor Lokari, in pol, da se je z njo mučil in mučil, in ni mogel reči za poroda nekukar, in pol, da je bil ves mukar od potu, ves zmrtren, pač za Švico, ker je poskušal, da bo ja rešil, in pol, da je mal se oddahnil tako, da je rekel, še enkrat poskusim, da je rekel. In v zadnjem poskusu je nekako ti za otročička obrnil tevi mami in je porodila, je bil pa vodenoglavček, se pravi hidrocefalos, prirojen je imel. Je pa rešil mater, ker je pol ta žena že premela neki otrok in pol seden je bil celo moj sošolc v osnovni šoli od te gospe, še so bila sošolca. Tako da je pustil pravzaprav tudi v moji sosešni, tam gor za Križno goro, ki je 5 minut stran hiša, je pustil doktor Lokar svoj pečat. In tako se mi zdi na nek način to zelo taka tudi pomenljiva stvar, sem jo uspel zbrskati, sicer takrat, ker so se ženske doma pogovarjale včasih od poroda, od nosečnosti, smo mogli otroci ven, beži, ne. In zato sem jaz to zelo umehljenmo spomini ohranil, sem pa pol uspel stekniti po zaslugi sestre Marije, ki dela tle v knjižnici, dve gospej, ki so pa za to novico vedle in sem pol tudi noter v gradivu napisal, tako da tudi zbornik, ki bo to objavljeno. Pač tako je bilo. In edini, jaz sem pa tudi razmišljal, zdaj, ko sem življenjepis bral od doktor Lokarja, edini, ki je bil tega sposoben narediti, je bil pravzaprav sam Lokar takrat. Ker on je delal nekaj časa, nekaj mesecev tudi v tržaški porodnišnici, preko je prišel v Vajdušno, bil specializacijo z kirurgije je imel narejeno, in je bil zadost vešč, da je znal tudi pri porodih pomagati, res, ko je treba, ne, tudi pri težkih porodih. Tako da me tudi tu napeljuje, da je ta novica res taka, da je res on rešil, kakor je bilo treba. Tako, no in pol pa, zdaj, če pa gledam k današnji materiji, kar ne bi obravnavali, je pa tako stvar. Jaz sem šel malo na Google pogledati, ker zdaj v današnjih časih Google prav vse ve, kar pogledaš, ne. Ti naredi enkrat, da je črno, enkrat, da je belo in vse ti razloži, kakor da je prav. In pol otipkam malo, če bi dobil kakšno snov za današnji večer, ker namen mojega raziskovanja je bil, da bi zgodbe, ki jih je doktor Lokar doživljal pri svojih bolnikih, in jih je pol prenašal v svojo literaturo, v literarna dela, da bi jaz tu malčko odstrl, koliko je tega v njegovih delih. In Google me je pustil prav na cedili. Tako da tam je bilo življenjepis, pa njegova dela, pa radi so ga primerjali s Cankarjem, na primer, na to je bil jezen, strašansko, strahotno jezen je bil Lokar na to, ker tudi sam mislim, da ni prav kaj neč dost cankarjanskega noter v njegovi literaturi. In pol mi ni ostalo drugega, kakor da jaz lepo si naberem knjige in začnem brati in si spisovati ven to temo današnjo, kar bomo zdaj govorili. Ja, in pa sem nekaj zložil kup, no, tako prav podobače. No, in kaj sem odkril, da je dejansko v svojih delih on ogromno spominov iz otroštva dal noter v svoja dela, svoje bolezni je dal v dela, bolezni svojcev in usod in bolezni svojih pacientov, za katere je skrbel. In je pravzaprav neka enciklopedija pravzaprav za to dolino o boleznih njegovega časa in kako se je to reševalo. No,
jaz sem prebral pol sledeče knjige, sem prebral Podobo dečka, Sodni dan na vasi, Hudomušni Eros, Silvan in Dnevnike, ki je Ivana Slamičeva gospa uredila. Iz teh knjig sem bolj črpal, kar bom danes tudi povedal. No, mogoče bi malček poudaril to razpetost, ki jo je čutil. On je zelo hitro začutil, da najprej je želel študirati slovenistiko in pol se je odločil kljub vsemu za medicino, vendar je pa ta svoj poklic, do katerega je pol prišel, po eni strani je imel seveda ta poklic, po drugi strani ga je pa izjemno vleklo, da bo pisal naprej. In je bil pravzaprav stalno nekje razpet med zdravniškim poklicem in literarnim ustvarjanjem. Tako da ta napetost ga je stalno nekako cukala in zaznamovala in jaz sem prav tle en odlomek napisal, kako je on to v dnevnikah, to razdvojenost med tema dvema stvarema čutil. Napisal dobesedno tako: pekel, kaj je pekel? Moje življenje je bilo pekel, ker sem moral opravljati druge stvari, medtem ko sem želel biti samo pisatelj. To se je začelo že v otroški dobi, potem se je nadaljevalo skozi realko, univerzo, zdravniško delo do leta 1960. Bil je pekel, ki sem ga junaško prenašal, ker sem vedel in videl, da mu ni rešitve. To je v dnevnikih napisal. In tako je čutil svoje življenje. To je zanimiva ta razdvojenost, koliko je on v sebi ta dva poklica nekako, kako ga je to pravzaprav oblikovalo in razdvajalo. Mogoče bi zdaj sam še to poudaril, da on je bil kirurg, se pravi medico-kirurgico, so rekli Italijani, ker je delal pod Italijo takrat, ki je bila pač zasedba Italije, naši kraji so bili pod Italijo. Je pa bil, imel je sicer koncesijo delavske zavarovalnice, drugače je bil pa tudi čisti privatnik, česar zdaj pravzaprav nismo mi vajeni. On, ker je prišel k bolniki, ga je pregledal, postavil diagnozo, dal zdravila, predpisal, kar je bilo, in pol je zaračunal in ljudje so mu plačali. In pravzaprav je praktično celo življenje oziroma do začetka pol povojnega, po drugi svetovni vojni se je to spremenilo. Prej bil pa čisti privatnik. In je mogoče en zanimiv detajl, ki mi ga je Ivana Slamičeva gospa tle odstrla, kako je recimo, ki je bil v partizanih na vojskem. In so ga klicali seveda tudi k drugim pač civilistom, ljudem na domačije tam. In je bil recimo pri nekem gospodu Mraku in mu je celo v partizanih zaračunal in so mu celo pol za slabo vzeli to, ker partizansko zdravstvo ne bi bilo le tako dobronamerno zastojn. On je pa zračunal, ker je bil pač tega vajen. In takrat to ni bilo čudno. Zdaj se čudimo, če je treba dati 2 beliča za zdravje. On je pa to računal in je bil čisti privatnik, bi rekli po domače. No, tako. No, mogoče še en detajl, da je pol leta 1944 ga je postal referent civilne zdravniške službe tle v Ajdovščini in za to področje. In 20. septembra 1945 je nastala okrajna splošna ambulanta Ajdovščina, ki jo je vodil dr. Danilo Lokar. To je pol se že oblikovalo naprej zdravstvo. No, tu so pač taki detajli, ki se mi zdi toliko, da malo razčistimo, v kakšnih okoliščinah je delal. Mogoče je zanimivo še to, zdaj imamo kartoteke, kartone, vse mora biti do pičice in vejčice natančno napisano, kaj si naredil, če ne te niti plačajo, ne vemo, kako nas zavarovalnica, pravzaprav tisti, ki delamo v zdravstvu, kako smo natančni, da vse te reči zabeležimo. Ta doktor Lokar pa ni imel na ta način organizirano. On je imel ene take zvezke, noter se je napisal ime in priimek bolnika, pol diagnozo, ki misli, da mu je, datum, kdaj je bil in na koncu še koliko mu je računal. To so bili njegovi vsi zapiski, tako da pač je šlo na zaupanje, kar je naredil. Ja, ni zdaj pa imamo ne vem kakšne izvide, pa še ne napišemo zadost, da bi rekli zadost obsežno si napisal, da ti priznamo ta pregled.
kako so se časi spremenili. Ne? No, kakorkoli, zdaj smo mi sprehodili skozi to njegovo življenje še dodatno, kar se tiče teh stvari, ko sem prej rekel, se pravi vpliv raznih bolezni, ki jih je obravnaval pri svojih pacientih, vpliv na njegovo umetnost. In ne moram mimo tega, da začnem najprej pri njemu. No, zamislil sem si tu tako, da vam tudi določene znake za kakšno bolezen prebral iz njegovih del, ker imam tle noter izpisane, da iz tega sem polje sklepal, kaj je tem bolnikom bilo, kakšno bolezen so imeli. In kako se je tu takrat zdravilo in kako se mogoče dan zdravi. Ne bo prej strokovno, ne se ustrašiti. Bomo razložili tako, da bom razložil tako, da se bo dalo razumeti. Recimo, če gledamo podobo dečka, je zanimivo, ne podobo dečka, dnevnike najprej. V dnevnikih ima tudi v podobi dečka, ima pol naprej. V dnevnikih je zapisal, da je leta 1902, ko je bil star 10 let, je mama prvič videla njegova deformirana prsa. Dobesedno napiše, do 10. leta sem rahitičen, do 11. 12. leta sem rahitičen, slab šolar sem. To sem že nekaj časa slutil, rahitis tarda, to je pol tudi v podobi dečka. Od 11. leta sem bolan, najprej enteritis, potem rahitis. Bom vse razložil, ne bojte se. Se pravi, rahitis je bil v tistem času, ki je bil doktor Lokar tudi še kot otrok, majhen, kar težka zadeva očitno med ljudmi. In tudi on je bil tega deležen, se pravi, da se mu ni normalno razvil recimo prsni koš, za rahitis je bilo značilno, da so bili otroci, da so imeli na O zelo izkrivljene noge ali pa na X izkrivljene noge, pa tako kvadratasto glavo so imeli ti otroci. In to je bilo po moje krivo pomankanje pa tudi nevedenje, ker je to je pač bilo večinoma zaradi pomankanja vitamina D, in teh stvari v današnjih časih ne srečujemo več, ker pač se že zelo majhnim otrokom, dojenčkom dodaja te kapeljce in se lepo oblikujejo. Takrat je bilo pa to očitno velika potreba. In kar je pol zanimivo skozi njegovo življenje, ker ti bereš naprej, zaradi raznih bolezni, rekel tudi zaradi rahitisa in pol še zaradi drugih, ker recimo imel je tudi vnetje ledvic, ki ga je staknil hubli, pol je imel težave z levim očesom in vse te bolezni so ga zelo zaznamovale, tudi kot človeka, kot osebnost. In se nikoli ni čutil kot nek lepo oblikovan dorasel možak, tudi pol odrasli dobi. To je napisal tudi v dnevnikih. Stalno je bil neki prekrajšen, se mu je zdelo. In tudi ni mogel biti vojak zaradi tega in to ga je na nek način zaznamovalo, tako da je v sebi nosil to breme. Ne? Pol druga stvar, ki je tudi zanimiva, se pravi, to opis rahitisa pač tako je napisal in gotovo je bil res rahitičen, če je pol celo življenje imel nekoliko sodčas prsni koš. Ne? Pol, kar je zanimivo v podobi dečka, ker je bil v Gorici, v zdajšnji Stari Gorici, kako je tam staknil ozebke, je napisal. Prav dobesedna beseda ozebki, se pravi ozebline. Ne vem, ali je bilo to krivo pomankanje, ali so bile, ne vem, pretenke rokavice, ki jih je nosil, pretenke nogavice, ali je bilo nekaj doprineslo verjetno tudi še belulažno vreme v Gorici, ki je bilo, ker on je imel Gorico, kot da je zelo mrzlo mesto, tako ga je čutil, tam dol, ki je bil kot otrok na šolanju. In lepo opisuje, recimo, kako ga je začela ta nadloga martrati in spet opiše, gledajte, tu je zdaj dobesedno spet citat iz podobe dečka, in nogi ter roki sta mu iz dneva v dan bolj goreli, pekli, prsti so postali kot oparjeni, kakor da cveto, manj gibljivi, otečeni, mravlinčasti, enako se je dogajalo z nogama. Potem so prsti postali vijoličasti, nazadnje gluhi, otrpli, prsti na rokah in nogah so se odprli, rane so bile pokrite z rjavkasto skorjo.
Se pravi, tipične ozemljine, ki jih moramo pravzaprav razlikovati od omrzlin, ker omrzline nastanejo, ne vem, pri teh grejo v Himalajo in so zaradi temperatur, ki so pod 0 stopinj. Ozebki nastanejo pa tudi pri višjih stopinjah zaradi, bi rekel, relativno, če podhlajenti zdaj telesa, recimo tudi pri kakšnih teh na frontah so bili dolgo v rovih, so se te stvari začele pojavljati. In tudi zaradi tega, so bili ljudje pomanjkljivo obuti, pomanjkljivo oblečeni na mrazu, oziroma na nižjih stopinjah zunanjih. In jaz se še spomnim, recimo, tudi svoje prakse, da so ljudje prišli in so mi razlagali, kako so v otroških letih, ker so hodili bosi, imeli ozebline na nogah. Ne? Kako jih je to bolelo, kako se jim je to odprlo, kako jih je peklo. Tako da tle v podobi dečka je pravzaprav grozljivo napisano, kako so bile te ozebline toliko hude, da si niti nogavic ni več potem zamenjal, ker se jih je bal se zud, ker ga je tu strahotno bolelo in je kar ene nogavice na druge obuval. Drug dan je druge nogavice vzel, pa si je obul kar čez tisto njegovo skorjo, ki je bila že itak, ker se mu je z kože ven cedila sokrvica in tako. In pravzaprav je bila tu huda težava za te otroka in dokler mu niso tega pol tam pri tisti gospodini, kjer je stanoval, tega razrešili in je prišel en zdravnik mu tu porihtati, se res ni mogel učiti, se je slabo učil v Gorici, ki je bil takrat, ki je bila tu nižja gimnazija, ali kako se je takrat to reklo, realka, no, realka, ja, tako. No in zelo lepo pa to opiše, tako da še zdaj vidiš, če pogledaš učbenik, dobesedno je tako napisano, da kar prepoznaš to stvar ven. Dobro, pol za ta nefritis, vnetje obisti sem že omenil, in kako ga je pol pa s silnim potenjem pozdravil en doktor Knöfel Master iz Gorice. In staknil sem vnetje v Hublju, je napisal. Ne. No, pol že tam, ki je študiral v Zagrebi, je imel z levim očesom ene hude težave, čeprav nisem mogel izslediti točno, kakšna bolezen je bila, so pa tu leta 18 ga opazili doma, ker je tučil pijačo iz steklenice mimo kozarca, se pravi, ni prav videl. In tudi zaradi tega je pol pravzaprav se je lotil, da bo delal kot kirurg, vendar je videl, da zaradi slabega vida tega dela ne bo mogel opravljati in se je pol preusmeril in je bil pol na našem področju kot neke vrste splošni zdravnik zdaj. Je, tako. Pol pa je lepo zanimivo tle v dnevnikih, kako opisuje naprej, pravzaprav, kaj ga je še zaznamovalo. On je po očeti podejdoval to čustveno komponento, ta patos njegov, in to je stalno nosil v sebi in pravzaprav so ga pol te bolezni na nek način usmerjale in so mu nekako neke omejitve kazale, da je pol skozi to življenje krmaril. No, mogoče še en tak zaznamk, da sem prav višen, gotov sem, da se je mogel doktor Lokar na Dunaju, ki je bil, se je mogel po moje s Freudom srečati in z njegovo psihoanalizo, ker je v dostih delih je noter so sledi, kako so ti liki kopali po sebi, kako je neka podzavest na njih vplivala, pa mogoče tudi neki erotike se v določenih delih zazna. Jaz sem recimo tlje napisal, da se tu pozna v večerji Oračev, pol Famečka, ki je šla, da bo naredila 11. splav, mislim, splav 11. otroka, se opravičujem, potem Kamnar Fortunat, skozi obsmrtno izkušnjo, mogoče tu bomo pa se še dotaknili naprej, pol ta v noveli Maj je tudi, sva se prej z Ivano pogovarjala, bi bila lahko ta komponenta, bi rekel, psihoanalitična, skozi erotiko, ki jo doživlja ta krtačar Tevš. Tako da v dostih likih je on se tudi posluževal te analize oziroma psihoanalize in
kako so pol te nezavedne stvari iz določenih njegovih likov bruhale ven, ker so študirali oziroma gledali na svoje življenje in se pravzaprav niso niti sami sebe razumeli, zakaj v določenih okoliščinah tako ravnajo. Recimo v večeri o Raču je ta, ki je že zadoščuje, moli in se čuti kriv za svoja dejanja prej, ker je bil kot nek tihotapc, pol se krivi zaradi tega, ker je še, ne zdaj, bom pol kasneje, ne vem, zdaj mi, pač na večjih mestih se tudi te stvari kažejo iz njegove globine, pač da je tu poznal psihoanalizo Freudovo in da je tudi v svoje like utkal ta doživetja teh ljudi, teh svojih junakov. Tako. No, zanimiva je slika, ki je objavljena v dnevnikih, sem jo tle prav prinesel s sabo, da vam jo pokažem. On je narisal tam po spominu eno lipo v njihovi ogradi, ki ne bi stala nekje na mestu, kjer so zdaj semafori bili, oziroma kjer je zdaj krožišče, tako sem jaz zastopil. No in kaj je mene ta slika, ker sem jo zagledal, na kaj je mene spomnila, recimo, če tle pogledamo, na kaj spominja, zdaj tisti, ki ste bolj zdravstva, na kaj spominja? Na dve možganske polobljenje, na možgane. Se pravi, jaz mislim, da je to ena stvar, ki ga je zaznamovala, da je to razklanost, bi rekel, med zavednim in nezavednim, da je tu odstiral v svojih likih, no, tako. Tako, zdaj tu je en sklop, potem smo šli malo naprej, potem sem šel malo naprej, kako je gledal na bolezni svojih staršev, recimo. Že sam je v dnevnikih napisal, da je v novelah in igrah upodabljal svoje ljudi, očeta, strica Arturja, strica Ivana in tako naprej. Opisoval sem samega sebe, mater, prijatelja Bruna Biankija in tako naprej. Se pravi, je že sam tudi priznal, da je te like preslikoval iz vsakdanjega življenja v svoja dela. Potem spalnico svojih staršev, kako je imenoval. Van je rekel, spalnici svojih staršev kar porodnišnica. Rekel, to je porodnišnica, ker v tej spalnici se je rodilo vsega okoli 600 otrok. In je doživel 600 otrok, ja, doma, takrat so ženske pač rojevale doma, ob pomoči babic, kolikor jih je bilo, ali pa kakšnih izkušenih žensk. Zdravništva ni bilo tako v izobilju, da bi, kakor je v današnjih časih, se gre mirne duše v porodnišnice roditi. No in vsi tevi otroci so preživeli, ne? So preživeli porod, so bili normalno rojeni. In kaj pa še naprej pol opisuje, kako je bila pa pravzaprav ta spalnica, pol pa tudi bolniška soba, kjer je ležal najmlajši brat Igor, ki je preboleval gnojni eksudat po pljučnici, se pravi, nekaj se mu je pod pljuči gnojilo, dokler ni šel v Trst na operacijo. Potem v tej sobi je ležal tudi oče zaradi odpovedovanja jeter in v tej sobi je oče pol tudi umrl, vendar zanimivo ne zaradi jeter, ampak zaradi embolije. No, opisuje, če s to potjo povem, očeta, kako je bil občutljiv, kako je dosti krat celo jokal, bil slabih živcev, ker dejansko okoliščine so bile take, da mu tisto strojarstvo, s katerim se ukvarjal, ni šlo ne vem kako dobro od rok, ker je ta obrt počasi zamirala. No, in kakorkoli, na konci je pol to sobo opisal po začetku kot porodnišnico, pol na konci je rekel, ta soba je bila pravzaprav svetniško važna, je napisal. Je. No in tu so zdaj, kar se tiče svojcev, sem nekako izluščil, zdaj bomo šli pa na te njegove like in bomo poskušali osvetliti tedajni čas in tedanje načine, diagnostike, zdravljenja, v primerjavi malo tudi z današnjim časom. No, recimo, ne moram mimo svoje stroke, zato sem tle iz podobe dečka vzel ven na kratko opisanega tistega kapelnika, to je bil gospodar, kjer je živel, Lokar v Gorici, dokler je delal realko.
in ta človek je imel ogromnih let sladkorno bolezen. On je tako napisal. Že 10 let je bolan, sladkorno bolezen ima. Vsak dan ga je prišel pogledat zdravnik Fratnik, a razen kakšne brazgotine, ki se ni hotela celiti, ali splošne oslabelosti, kaj novega ni bilo. V teh časih, ki je deloval dr. Lokar, se sladkorna bolezen še ni zelo učinkovito zdravila. Je pa zanimiv ta opis rane, ki se niso hotele celiti. Še zmeraj se tega bojimo pri sladkornih. Da dobi človek eno ranco na nogi, je taka kalvarija dosti krat, da tudi noge grijo zaradi tega, najprej prsti, stopala. Vendar se pa, hvala Bogu, da zdaj to bolezen zdraviti na drugačne načine, tako da se pravzaprav zelo pozno vsi ti zapleti poznajo. Vendar pa zanimivo, da tudi v tej knjigi srečaš tudi sladkorno bolezen. Tako če malo bolj natančno bereš. Pol, če gledamo novelo Tatovi, to je Usodni dan na vasi. Zelo bežno, ampak je opisana golša pri 16-letnemu fanti. Golše, če se kakšen spomni leta nazaj, zdaj tega ne srečamo več, ker so operacije, ker so zdravila. Včasih so imeli ljudje krov, kot troško glavo velik krov, ne? In tu je dr. Lokar očitno srečeval in je tudi v svojih likih opisal. Tle bolj mimogrede opiše, vendar pa golša. No, bolj zanimiv je tle opis v isti noveli. Stari pokrov ali pokrov. Tu so šli tisti, ki so kradli, ne, tam. Zdaj ste videli, kaj je tle napisal. To je ta človek, ki pač po noči ni mogel spati, ker je imel v mehurju kamene, vendar kako je to dr. Lokar napisal. Napad je prišel kmalu po polnoči in šele tik pred eno je jel pokrov premišljevati, kako se to nesrečno kamenje premaknilo, sprevrglo, zagozdilo, da tako kolje. Beseda kolje, klati, še zdaj rečeš, me kolje po trebuhi, kolike abdominales. Se pravi, dobeseden opis, tako da kar potegneš ven, kamne na mehuri. Ja. Tako da take stvari se mi zdi nenavadno, kako in to dobiš v delih kar tega, kar mrgoli, kar bereš. Tu bo treba brati naprej, me prav zanima, verjetno še kaj raziskoval, bom videl, no. Ali pa recimo alkoholizem, kako je opisan, pod sodom, spet v sodnem dnevu na vasi. Tu pa spet ste brali Sodni dan na vasi, verjetno se ste spomnili, kako je pač en mladjenč šel v Ameriko, v Indijo, Koromandijo, si mislil, da bo tam zbogato in ne vem kaj, in po je prišel dobesedno ene suženjske pogoje, kjer je delal. Brez neke pogodbe, za pičlo plačilo, priganjači so bili, tam so bili res kusužni. In je pol končno na nek način uspel iz te Amerike ubežati, priti domov nazaj, vendar ga je tu toliko zlomilo, da je pol sam s pijačo, z alkoholom rešaval te probleme. In to je morda kot zanimivo se mi je zdelo opis delirija. Bom prebral. Miši, same majcene miši, hrošči lazijo, metuli, ščinkavci letajo, beže mravljinci, vse beži. Se pravi, ker je padel ta fant v delirij, je pol tu opisano zelo tipično. Tu vse res doživljajo alkoholiki, ki imajo to alkoholno blodnavost. Tako da tu se mi je zdelo zanimivo tudi, kako slikovito je opisal pač te stvari in še danes se dogaja enako, veste. Jaz sem imel bolnika, ki je videl, kako so majhni cigančki skozi okno lezli noter in je vzel flaško od pive in je vrgel, da bo cigančke pregnal. In pa so videli sosedje, da razbija, so vdrli v hišo in so ugotovili, kaj sploh je. Tako da jaz bi lahko napisal, če bi delal eno tako delo, kakor dr. Lokar, bi pa od teh cigančkov napisal noter. Tako. No, zdaj se mi zdi, da bi bilo treba še eno poglavje odstreti in sicer jetika, tuberkuloza. V tuberkulozo sem se malo bolj poglobil, ker se je zelo dost poglabljal tudi dr. Lokar vanjo.
Jedka namreč je bila huda bolezen v tistih časih, ki je on deloval in tudi že predtem. In tudi je še v sveti jedka problem, čeprav ne v naših krajih. No je pa zanimivo, kako je to on opisal. Recimo, bom zdaj eno stvar nakazal, ki jo je zaslutil in dejansko jaz mislim, da je bilo res. V dnevnikih je napisal, kakšne so vipavke. To je tudi zelo povedno. Moram priznati, da so mi vipavke tako drage, ker so gracilne, nežne, z drobnimi očmi, z malimi rokami, malimi nogami. To je bolan rod. In privezan sem nanj, ker je bolan. Stoletja se je tu pasla jetika, iz rodu v rod, pomankanje vseh vrst. In zdaj je njen sad tako lep. Se pravi, kje sem pa jaz iz tega ven potegnil? Glejte, potegnil sem tu, kar pravzaprav zadnja leta odkriva ena veda, ki rečemo epigenetika. Se pravi, da se neke travme, ki se pojavljajo pri ljudeh, lahko fizične, lahko psihične, recimo tle konkretno jetika, poznajo tudi na prihodnih rodovih. In je zanimivo, da ni nujno, da se prav dedni zapis spremeni pri teh stvareh, ampak se sam določene molekule, ki jih je na stotine, ker se vse to v celici prepisuje naprej. In prek teh molekul na poseben način se lahko oblikujejo drugačni zapisi in se pol te stvari prenašajo tudi na potomce. Tu so najprej začeli študirati na primeru holokausta in jaz mislim, da je dr. Lokar, kakor dober opazovalc, opazil to pri ženskah, vipavkah. In tako lepo tudi opisal po svojih literarnih delih. Resnično, jaz mislim, da so se te populacije zaradi takih bolezni, recimo jetike, spremenile. In bi bilo zanimivo primerjati, recimo, ne vem, če bi eden študijo delal, kakšni so ljudje bili takrat, če bi si jih mogel naslikati in kakšni smo zdaj. Verjetno smo popolnoma drugačni, verjetno smo večji, smo bolj pri sebi, smo, ne vem, popolnoma drugačni, ker smo bolj zdravi. Takrat je bilo pa jedka, so bili izčrpani, sušca, posušil si se, umrl si, izkašljal si kri in umrl, ker ti je razjedlo pljuča. In tu so bile težke stvari in dr. Lokar je ko en, ne vem, ko nek zgodovinar ali pa kakor nek genetik, ki se pravzaprav najbrž z genetiko takrat ni kaj dosti ukvarjal. Se tu bom mogoče, to bi tudi, tle vidim, to med poslušalcmi imamo tudi enega znanega profesorja, ki bi tudi vedel, kaj v epigenetike povedati. Mogoče imam pol na konc, če bo priložnost, Peter. No, ma se pa strinjaš, da bi bilo. No, tako. Tako da. Tako da, no in tega pravzaprav se moramo dosti krat zavedati, veste, sej tudi, jaz sem pa razmišljal še malo širše stvari. Mogoče tudi neke zamere, ki jih včasih kuhamo v sebi. Kaj če se to prenaša na naše zanamce in potomce? Tudi tako se moramo vprašati stvari. Verjetno ni najbolj kuhati v sebi nekih hudih travm in zamer. Po moje ne, no. Tako, pač to je, kakor en utrink mimo grede mi prišel. Tako, no, čeprav jedki se je kar precej posvečal, se je posvečal tudi, bi rekel, socialnega vidika. Recimo v črtici Filomena v Hudomušnem meru se opisuje, kako so bili določeni delavci izkoriščeni v tedanji predilnici. To je tudi napisano, so se celo pol uprli zaradi tega izkoriščanja. Piše pa, kako je pol soodločalo, ali se bojo uprli ali ne, soodločalo je veliko število bolnikov, jetičnih, katerim pravzaprav ni bilo prave pomoči. Ko so postali popolnoma invalidni, so se zavlekli po vaseh naokoli. Njihovo število je bilo poslednja leta naraslo. Se pravi, razmere so pelale ljudi v to, še skoriščani so bili verjetno tudi podhranjeni in tako, in jedka se je pasla
in ker jih je ker jih je ta delodajalec odrabil, so pač šli domov in počasi ugasnili. Tako. No, mogoče tle se mi zdi tudi, kako je pa pravzaprav simptome jedke same opisal. V noveli Dve večnosti v knjigi Silvan. Kako je bila glavna težava vztrajen kašelj. Ta kašelj se začel z žgečkanjem nekje v grlu in pol na strani 44, se to ni važno, pa če sem si zabeležil, beremo. Tudi danes se je upokojil kašelj, ali šlo je počasi. Dolgo je Silvan slonel pri odprtem oknu in moledoval, preden se je začela obračati ostrina ščegetanja, je popuščala. Se pravi, koliko je tu ljudi martralo, ker se je sprožil ta kašelj. Strahotna stvar. No, je pa nazadnje prav Silvan umrl zaradi tuberkuloze, ker je izkrvavel iz pljuč, kakor pa opiše tudi doktor Lokar. Silvan je ležal v mlaki krvi pred sabo, ali mlaka je ležala tudi na tleh pred njim. Bil je kot upognjen in sklonjen, kakor uvenev potrgan cvet. Bil je že dolgo na poti. In za Silvanovo jetiko takrat ni bilo nobene pomoči, ker ni bilo še antibiotikov, kakor so zdaj in niso še tega zdravili. In je zanimivo, da je en prijatelj od tega Silvana, Belcer, ponudil celo pol pljuč, da bi jih presadili, čeprav v tistih časih to ni bilo izvedljivo. Danes bi jih pa. Je zanimivo. Potem tle ena tudi taka zelo pretresljiva novela je Zimska noč v sodnem dnevu na vasi, kjer opisuje kamnarja Fortunata. Tu je pa zanimiv opis zaradi tega, ker pravzaprav se srečuje pri temu človeki celo 3 bolezni. Pri enem človeku 3 bolezni so opisane. Ta kamnar, jaz mislim, da je bil kamnosek, jaz sem celo tle zabeležil, kolikor imam jaz v spominu, so bili kamnari tudi ti ljudje, ki so na makadamskih cestah tokli šuto, so rekli včasih. Tu so z večjih kamnov tokli zmeraj bolj na drobno, tako da so naredili take posebne oblike kupe hramoza in s tem se je pol posipalo ceste. In s tem so se preživljali. In so delali v lepmu, v slabmu, v mrazi, v vročini, če se je le dalo, da so s tem preživeli. Lahko je pa tudi bil kamnosek v kakšnemu kamnolomi, vedi, težko rečem. Vsekakor jaz mislim, da je mogel delati tudi zunaj, boste videli pol posnej zaradi česa. No, in kakorkoli, pri temu kamnari se je počasi začelo zdravje krhati. In pol beremo, najprej kašelj, kar čez noč ni mogel več jesti. In pol pa naprej beremo, se pravi najprej kašelj. Spominjal se je, kako se je v izbi na klopi osveščal in so ga oblivali z mrzlo vodo. In mati je govorila, to ni nič, sonce ga je zmagalo. Se pravi kašelj, to drugo je sonce. Se pravi, to sklepam na sončarco, če ga je sonce zmagalo. Vendar je bilo pa ta dogodek, da ga je sončarca zagrabila ta zadnjo v njegovi delovni dobi ali pa delovni karieri, ali kakorkoli se temu reče, ker od tistega dne Fortunat ni več videl ceste. In posta mati in sestra skrbeli zanj in pol tudi matere in sestre ni bilo več in je ostal sam. In je zelo pretresljivo, s socialnega vidika, kako si ta človek, ker je bolan in obnemogu, ne more niti drv za kurjavo več pripraviti, ste brali tu, se spomnite tega. Niti za jesti ne more zrihtati neč in dobi neke mrtve zmrznene urane, ki si jih poskuša speč, da se bo nahranil. In začne podirati klop okoli ognjišča in stopnišče gor v goren del hiše, da si je kuril, da se je grel. Veste, kako je to strahotno, strahotna izkušnja. Mene je tudi prizadelo, da no, kakorkoli, kar pa želim tle poudariti, najprej je tu. Jaz domnevam, no, tako, boste pol videli naprej, ker je, bom še to prebral naprej. Se pravi, prej smo rekli 2 stvari. Eno je bil kašelj, drugo je bilo sončarca, ki ga je takrat zmagala, to je ta druga bolezen. Ta tretja bolezen, ki je pa v tej noveli opisana, je pa, kako se je Fortunatu pokazala v pljunku kri.
Se pravi, zna biti, da je tle tudi tuberkuloza se zraven preteknila. Ker pri tej kombinaciji bom pol kasneje razložil, se tu rado zgodi in pol kako opisuje naprej. Kmalu ga je razgnalo in se ulilo čez trebuh, kakor je ležal stegnjen, mimo nog po ognjišču. In pol nekaj stavku naprej je pa opisana po moje Fortunatova obsmrtna izkušnja. Sem dobil rekel edino tako stvar, ma mislim, da je doktor Lokar tudi za te stvari vedel. Ker mimo Fortunata je v zavesti tekel film življenja. Klical je ime dekleta Agate, ki se je odiral vozilo mimo njega na vozičku, nazadnje je videl se nožeti, ko je bil še majhen, potem so se vozili na romarsko pot, v diru so tonile hiše in drevesa, sosede so na oklukih vreščale, a srečen je bil, da je voz tako hitel in zato si ni upal dihati. To je bolj njegova smrtna ura in jaz mislim, da je doktor Lokar tu opisal kot neke vrste obsmrtno izkušnjo, ki so jo skoraj gotovo ljudje tudi njemu kakšno povedali, ker jaz imam nekaj zapisanih, so jih moji bolniki meni povedali in so te obsmrtne izkušnje prav zanimive pri ljudeh, vam povem. To me je tudi tako presenetilo, da se je tega lotil doktor Lokar tudi v svojih delih. No, zdaj pa še nekaj mogoče od tega kamna, kaj je toliko in kamnarjenja. Tle meni diši še po eni bolezni pljuč, ki se je strokovno reče pneumokonioza. Ki so pneumokonioze? Boste takoj razumeli, azbestoza je pneumokonioza. Naprimer, če vdihuješ azbest, se noter v pljučah napravijo take azbestna telesca, rečemo, ker organizem tega ni sposoben razgraditi in počasi se pljuča brazgotinijo in pol niso več sposobna, da bi zadost kisika ti ljudje dobivali v kri skozi pljuča in pol dosti krat zadnja leta potrebujo še kisik na domu, da se zdravijo in pol ugasnejo, ni več pomoči. No in jaz si upam tle trditi, da se pri temu kamnarju srečujejo te tri bolezni. Po eni strani ga je sončerca zadela, tu je doktor Lokar opisal, kar sem prej rekel, po drugi strani ta, bi rekel, pneumokonioza, se pravi ta prah od kamna in vsega, ki je leta in leta s tem delu se mu je usedel v pljuča in na konci se je nacepla gor še tuberkuloza. Rečemo, ko primer, v idrskem rudniku so imeli dosti krat ljudje zraven tudi tuberkulozno okužbo. Tako da in za te stvari je doktor Lokar gotovo vedel in opazoval in pravzaprav pa dosti krat ni imel kaj pomagati, gotovo je tudi kaj tacga doživel, da je pol ta literarni lik ustvaril. No, in če še malo lih se tuberkuloze dotaknem, kako so takrat tuberkulozo zdravili, ki je bil še doktor Lokar, zdaj od leta 1952 naprej, 1952 naprej poznamo antibiotike. Prej je bila pa tuberkuloza zelo žleht bolezen, sem že prej omenil. Zdravili so jo na ta način, da so umetno upihovali zrak v prsni koš, da je pol en del pljuč padel v kup, preko se je sfrknil po domače, in pol v tistem predelu, ko so bili tevi bacili, ki je bil stisnen v kup, so se slabše razvijali, ni bilo prezračeno, se je počasi tu zabrazgotinilo in so pravzaprav imeli kar lepe uspehe tudi na ta način, če so zdravili paciente. In mnogi od teh ljudi so do take mere okrevali, da se jim tuberkuloza ni ponovila, so pa imeli okvarjena pljuča, ma so kljub temu do upokojitve delali in si zaslužili tudi svoje pokojnine. In jaz sem imel v svoji karieri kar precej teh ljudi, ki jih pa zdaj zmeraj manj, tudi na kisiku, recimo enega sem imel 15 let na kisiku zaradi take okvare pljuč, ki je bila umetno povzročena, da se je tu zabrazgotinilo, je pa to nosil celo življenje s sabo. No, se Peter bi vedel, za koga se hrije. Tako. No, en je bil ta način in tu so v ljudskem žargonu so rekli, hodimo po zrak, so rekli ljudje, hodimo po zrak. In tu so po 40krat dobili umetno se vpihal zrak v prsni koš na določeno točko, ki jo zdravnik videl pod rentgenom, kam bi bilo pametno to dati, pljuča so padle v kup, so kolabirale in na ta način se je zdravilo.
No, se tega se pol dotakne tudi v noveli Rafaela v Hudomušnem Erosu, tega načina zdravljenja, ker so ljudje hodili po zrak. Tle pa zanimiv opis, kako je Gorjanka odšla v svet, pravzaprav sem si jaz napisal tle ta Rafaela, to je bila v bistvu ena priučena, niti ne medicinska sestra, priučena kot medicinska sestra, ni bila prav izšulena in je pomagala pri delu s pljučnimi bolniki in tudi tuberkuloznimi bolniki. Pa zanimivo je opis, kako je ta punca, ki je bila v mestu in pomagala, kako je pravzaprav tudi ona znala opazovati ljudi in je napisano noter, kaj je videla. Moški, ki ni kot sinast in nima prsnega koša dobro obokanega, kakor brentač ali kakor cajna, ta moški ima nagnjenje k tuberkulozi. Se pravi, je že sama videla, kjeri moški so bel, je že ona prepoznavala, brez zdravnika. No, tle noter sva lih prej z Ivano našo klepetala, tle noter bi pa tudi dobili mal Freuda, je Nerosa in to, ker je bila malčka zaljubljena ta punca, ta Rafaela od tistega zdravnika. In Freud je pa na tebi osnovi dost brsko po ljudeh, tako da tle se tudi dotikamo tega, kar sem prej na začetku razlagal, tako da je bil okužen tudi doktor Locker gotovo s Freudom precej, ker je v svojih likih te stvari raziskoval. No, pa če gremo naprej, pustimo zdaj tuberkulozo, ker, no, se sem prej povedal, pol je prišla pa era antibiotikov in je nekako ta tuberkuloza bila premagana, tako da še naši starši so se z njo srečevali. Zdaj smo pa že toliko delč, da od leta 2005 niti cepimo ne več otrok proti tuberkulozi, tako da na lastno željo se zdaj lahko cepi, ali pa če je ogrožen otrok, recimo, da je mama tuberkulozna bolnica, pa se jih cepi, drugač pa ne. Približno 70 na leto pride bolnikov tuberkuloznih v Sloveniji zdaj, tako da ni kakšna velikanska številka, so pa še. Dostikrat med Romi, zaradi tega, ker niso, bi rekel, kooperativni pri terapiji, ker ti nekaj časa tablete jemlje, pori posoje, pa se mu ponovi, recimo, ko primer. Tako da vsake toliko je kakšno žarišče, ki skoči ven. Mi smo imeli nekaj let nazaj enega, ki prinesel dol z Bosne, od none, pa smo ga porihtali, je fant zdrav zdaj. Tako da tuberkuloza je zdaj ozdravljiva in smo pa zelo napredovali, da ni treba več teh pneumotoraksu, se pravi zraka, hod tiskati. Ali pa celo operativno, sem prej pozabil povedati, včasih so zrušili strukturo, so ti presekali rebra, da je en del prsnega koša kolabiral, padel v kup in se je na ta način zdravilo, je bila pa trajna poškodba prsnega koša. Vse srce je poskušalo, če je sila, so rekli, hoditi še muhe žre, kako je bilo včasih. No, bomo šli naprej. Zdaj bomo šli k večerji oračev. Tam pa jaz mislim, da je dobesedno opisano srčno popuščanje. Boste videli. Morda je tudi angina pectoris. Piše, na terasah pod njim in na njegovem orjejo. Hotel je biti zraven, tudi sam pa mu ni dalo, ta gospodar. Bolezen mu ni dala, otok mu ni dal, težke noge mu niso dale in kratko dihanje mu ni dalo. In ostro pekoče ga zaboli v prsih, bolečina je ostra in ne popusti več. Peče ga v prsih še naprej in kakor da se bolečina premika. To bi jaz rekel gotovo srčno popuščanje, zelo nazoren opis. Pač ta človek ni mogel več pomagati pri oranju, to je bilo zanj velika katastrofa, zaradi tega, ker je celo življenje tisto zemeljco obdeloval in pol pa kar naenkrat ni več mogel in mislim, da je bilo krivo srce. No in tudi srčno popuščanje se zdaj zdravi na drugačne načine, ko se je takrat v Lokarjevih časih. Takrat so bili bolj razni čaji, galenski preparati se temu reče, pripravki, in delali so čaje iz raznih zelišč, iz breze, koprive, luštrka, petršila, regrada, sem si tle napisal, beldrijan so dajali, no so pa poznali, in mislim, da doktor Locker je poznal,
digitalis, rdeči na prstec. To je pa že poznal in izvlečki iz te rastline so pa že zdravili in omilili srčno popuščanje. Začeli so uporabljati takrat že zdravila, ki odvajajo vodek, so bile na bazi živega srebra, zato tudi malček problematične zaradi strupenosti. Pa kakorkoli, jaz mislim, da doktor Lokar je te stvari že obvladal do neke mere in je tudi marsikakšnega pacienta za nekaj let vsaj mu je podaljšal življenje in ga rešil. No, tako. Potem se ukvarja doktor Lokar tudi z eno ohromelostjo, to je tudi večer o Raču, kjer je opisana ohromela Mohorinova žena in piše dobesedno. In zdaj leži Marija že drugo leto in kmalu bo tretje in Marija ne ostane več. In ko jo preklada in ona nog ne čuti, ga kakor mimogrede vpraša, ali so noge moje, praviš? Bile so, a niso več. Ne čutim jih, ker so iz lesa. In ta žena je pol popolnoma shirala, tudi pitati jo je bilo treba, jo je ta Mohorin pitu. In tle pa spet, kakšna diagnoza bi bila odzad, kakšna bolezen, nekaj se je gotovo dogajalo na hrbtenici, ali kakšno vnetje, mogoče celo kakšen tuberkulozni ognojk, ali pa kakšna multipla skleroza, skratka, tudi s tem se je doktor Lokar srečal. Tako, pol v Hudomušnem erosu je še v tej noveli Krhne je opisana, po moja astmatičarka Krhnečka, zanimivo, ne? Krhnečka, kar vidimo, s kire hiše je v Ipavi. Ne? Tam beremo, hud kašelj Krhnečke, posinjela je bila v obraz, sopeč kašelj, pohajal je zrak, cvileče je govorila v pretrganih stavkih. Ležala je Krhnečka podložena z blazinami. To me napeljuje, da je imela verjetno astmo ta teta, ne? Cvileče je govorila, kašljala, sedela v posli, tako kakor mi na obiski dobimo, smo dobili kakšne, ne? Tako da. In tudi, zanimivo, da tudi astmo takrat se je zdravilo na neke drugačne načine, kot se v današnjih časih, ker mi, tudi doktor Božič, mi smo lih na robi, še ni bilo res pravih močnih zdravil astmo in so pol prišla ven. In v Lokarjevem času jaz mislim, da je bilo teh zdravil dokaj malo, poznal je eno snov, ki se je reče aminofilin in je podobna po zgradbi kakor kofein ali pa tein v čaji ali pa v kavi. Pol izvlečke ene vzhodne rastline efedre, tu se je tudi dajalo, tu je bilo in toliko učinkovito, prav nekih močnih zdravil proti astmi pa ni bilo, tako da še doktor Ščuka pokojni je neke mentolove cigarete, se mi zdi, dajo pacientom, ne? Če se jaz prav spomnim. Tako da to so bile težke stvari za te doktorje, ki so bili takrat tudi za doktor Lokarja, ker enostavno kakšnih zdravil ni bilo. Jaz se spomnim, smo ta aminofilin celo otrokom v mišice dajali, koliko je bilo to stresno za otroka. Ali pa v žile, 10-15 minut počasi v žilo si dajo. Ne? In pol je malo lajšalo, drug dan so prišli spet, ali pa sred noči so klicali. In zdaj, ko so moderna zdravila, nam je pravzaprav glede astme dosti lažje, ko je bilo doktor Lokari. Jo je pa, jaz mislim, da je opisal dobesedno astmo tle v tej črtici. Pol okužbe, spet Hudomušni eros, tisto je pravzaprav ena taka enciklopedija bolezni, tam je ogromno opisano. Piše, kako se je tle v noveli Hulek, je napisano, kako je ena od teh njegovih ženakih imel več zbolela. Bila je že po naravi mal grbasta, zdaj tu se spet prašaš, grbasta zaradi rahitisa, mogoče je imela kakšno staro tuberkulozo hrbtenice, vedi, prirojeno napako. No in kako pol piše, na zimo nenadno leže, zboli, oteče ji glava, kris je zastrupila, v ognju gori, micka gori noč in dan, fantazira in nazadnje hropi, umre. Kje bi to bilo? To bi lahko bila neka bakterijska bolezen, neko vnetje, z vročino, slabim počutjem, sepsa prašajne, sepsa te na hitro pobere, pa kakorkoli, tudi s raznimi infekti se je doktor Lokar srečeval. Ali pa tetanus, ne?
ples, sodni dan na vasi. Kako so se ljudje takrat bali kakšne zelo majhne rance. Recimo, tle je pač situacija, kako se dva, ne vem, ali se mal sporječest, ali kako je nen v drugega vrže bajonet, pač vojaški nožč, in ga mačko praska. In se ustraši, tak je bil ranen, je, in reče, to so krči, strašni krči po vsem telesu. Tretji teden pa ugasneš. Kako so se tetanusa bali ljudi včasih, ne? Strahotna smrt, mrtvični krč. In tega pa v današnjih časih tudi ni, ker smo vsi cepljeni. Tako da, vidite, kako pravzaprav so se te stvari spremenile, kako je pa tle noter opisan tetanus, kako strahotna smrt lahko sledi z ene navadne praske, z enega oboda s trnom, z eno trskco pod nohtem, z takih majhnih ran. In tega so se ljudje zelo bali takrat in pač je tudi opisano in gotovo tu ni doktor Lokar napisal kar tako, on je tudi doživel gotovo. Tudi jaz sem imel bolnico, ki je imela tetanus, tudi v svoji praksi, ki je pa pol preživela in se je rešilo, tega ni bila cepljena, seveda, zdaj pa imamo serume, ki damo proti temu strupu, ki ga ustvarja ta bakterija, in cepljenje, seveda, ki je pa zelo dobra preventiva in tega ni več, tako da to je skoreninjeno. Kaj bi še? To. To meni se zdi, da je bilo fajn, da še eno besedo rečemo o noveli Svetla noč, brat in sestra. Tam pa pravzaprav gre za en lik, ki je zelo nasrečen, to je ta krtačar Matevž, ki pravzaprav, saj jaz sem tako razumel črtico, da po eni nesreči ga je v en jermen na stroju zagrabil v tovarni, obnemi in ogluši. Prej sva se z Ivano pogovarjala, da vprašanje, ali je bil ta človek mogoče celo, da so ga v Gorici, da je bila ena bolnica, ali kako že je, da so šola za gluhonemnico, ker z njo je pa brat ta človek, ki je pa zelo rad bral, piše v črtici. Ja. Zna pa biti, da jaz kolikor sem tle razbral, je v odraslosti oglušel in je najbrž mu to branje ostalo govoriti, pa ni mogel in slišal ni. No, in kako je pa pravzaprav tudi literarno ta človek opisan in mogoče tle spet mal Freuda, Erosa. Pravzaprav je problem v tem, se je navezal na to punco, ki je že bila Menca, Filomena, in se je pravzaprav zaljubil vajno. To je bila ena punca, ki jo srečeval, drugač skrbela je za tega krtačarja sestra. In jaz tle slutim strahotno težavo, ker ji pa ni zmogel in ni vedel, na kakšen način bi pokazal, da je zaljubljen vanjo, da jo ima rad. No in pol eno pomlad, mesec maj je bilo, ker ga je cvetenje res razvnelo do kraja, ga pripelje tu in te ljubezenske bolečine ne more nekukar izpovedati, ga je tu pripeljalo do tega, da je na konci naredil samomor. Se tle bi rekel, tle pa tudi kot literarni, dobro, po eni strani je tu lik, ki mogoče tudi to globino opisuje, mal Freuda spet in tega, po drugi strani se mi pa zdi literarno neverjetno to napisano, zato bom pa tudi to poudaril, ker meni mi tudi literatura me kar premakne, no, tako. Beži, strahotno odmeva živalski pridušeni krik iz bele svetle noči. Izgine za oglom, drevi mimo brežine. Votlo je pljusknila voda k sevrhu vodo, sredi tolmuna in brizgnila visoko v breg. Cvetoča divja češnja pod slapom se je to noč popolnoma osula. Če te tu nazruka, a ne? To se mi zdi, da je neverjeten opis Lokarjev. To je kašen, strahoten opis
da začutiš res vso to tragiko in vsega tega, nekako, no in kako bi boljše opisal, no, da se ti cela češna osuje, to je se nepredstavljivo, no. No, kakorkoli, zdaj bi sam mačko osvetlil, da je tudi ta, če so naglušni ljudje ali pa nemi, se v današnjem času te stvari izjemno lepo dajo razrešiti. V dostih primerih pa so ti polživi vsadki, pa logopedi in vsi se ukvarjajo s temi ljudmi, ki lahko živijo popolnoma normalno življenje in so ustvarjalni in študirajo in si ustvarjajo družine. In kako veliko breme je bilo pa takrat, ker je nekako ta sestra skrbela za tega fanta, mogoče je bil celo na nek način odvisen od nje, pretirano odvisen, ampak kako se teh ljudi pravzaprav v tistih Lokarjevih časih ni dalo porihtati, tako da bili samostojni, kakor v današnjih dneh. Ne. No, mogoče bi se jaz tle dotaknil sam še te famečke, ki sem prej omenil. To je pa zgodba, ki se odpravlja, sta se z možem zmenila, da bi šla poskušati narediti splav 11 otroka po vrsti. No in pol dobro, vsa cela zgodba, mene je pravzaprav nekaj drugega nagovorilo tle. V tistem času, tist dan, pol ne naredila splava, se odločila, da ne bo. Vendar pa tist dan je prvi sin od te famečke si je pri tesanju enega trama odsekal prst na desni roki, kazalec. In ker je prišla domov, kako je pa po drugi strani ona čutila neko krivdo za svojo odločitev v sebi, ki jo sicer ni pol naredila, in kako je pol izjavila. Kako se je to čudno zasukalo? Po kaj sem šla davi od doma? Zdaj pa je padlo po otroku. Se pravi, da je to njeno, bi rekel, namero, da bo naredila splav, čutila ko nek greh v sebi in je pol, ker je prišla domov, ugotovila, kaj se je pa čez dan zgodilo in udarilo pa po prvemu sini ta odločitev njena. Ne. Tako da jaz sem tu tako nekako zastopil. No, mogoče ura teče, neč ne reče, zdaj smo že tle več kot 1 uro. Bom počasi pa vselih pripravil do zaključka. No, jaz sem tle, kako sem to povzel? Mene so pravzaprav zelo presenetile te presoje raznih zgodb pacientov, ki jih je pol vnašal Lokar v svoja dela, in zanimivo je, da pravzaprav te presoje, na tak način, ko sem se jaz tega lotil, do danes pri Lokarjevih delih še ni bilo, vsaj kolikor jaz poznam to. Mogoče bi si upal reči, da celo niso tudi kakšni drugi pisci, ki so bili tudi zdravniki, da niso teh usod tako prenašali v svoja dela, kolikor sem jaz bral kakšne stvari, ki so jih zdravniki pisali. In je pravzaprav tu zelo tak nek nov pogled na našega rojaka, o katerem se zdaj pogovarjamo. In je pravzaprav dr. Lokar, sem že prej parkrat omenil, to je prav ena taka skozi svoja dela, ne mislim, je to prav enciklopedija o stanju prebivalstva v njegovih časih. Se pravi, opisuje po eni strani socialni vidik, po drugi strani pa tudi zdravstveno stanje teh ljudi v zdajšnjih občinah, Ajdušna, Vipava, Kras in tle ta okolica, pač kjer je delal svojo zdravniško službo. In sem prav tako napisal, kar je pol tudi Artur uporabil na tistem vabilu, da na podoben način, kakor si slikari iščejo modele za slike med ljudmi, med množico, je tudi dr. Lokar svoje literarne like oblikoval iz usod svojih bolnikov. Se mi zdi, da je ogromno teh preslikav in me skoraj res zdaj že malo vleče, da se bom še v kakšna dela poglobil, da bom tu še malček naprej gledal, ker je v kakšni knjigi kar strani v stran bereš in vidiš ta bolezen, ona bolezen, tretja bolezen, izjemno dosti je tega prenesel v svoje like. In je pregled res skozi stanje cele naše doline, ne sam, bi rekel, ne sam za tist trenutek, ampak celo
kar se je pol naprej na ljudi prenašalo, če se spomnimo pol na to, kako sem prej razlagal od tuberkuloze, epigenetika. In tako da si ne smemo, mislim, si ne smemo zatiskati oči, ampak vzamemo kot nek nauk, da smo na tem svetu po eni strani dediči preteklosti, živimo v sedanjosti in prenašamo življenje v prihodnost. In zato se mi zelo dopade, da smo tega našega doktorja Lokarja začeli študirati tako z raznih vidikov in se mi zdi, da nam zelo dost pove o vseh teh rečeh in da smo priča enemu takmu človeku med nami, ki je bil med nami, da je pustil globoko sled in jaz si upam trditi, da se bo resnično to, kar smo se na prejšnjem srečanju pogovarjali, da kar ne bo konca tega odkrivanja. Pri njemu je še polno stvari neznanih in zadnjič je bilo nekako tako rečeno, da pravzaprav pravi umetnik, če je med nami, se njegova usoda nikoli ne razišče do konca, da nas zmerom preseneča na novo in na novo nekaj iz njega lahko potegnemo in odstremo to zgodbo. Ne? Tako da s tem bi jaz zaključil, toliko sem pripravil, kar je bilo z teh njegovih del, ki sem jih analiziral in prebral. Poskušal sem en toliko poljudno znanstveno razložiti, da bomo vsi razumeli. Se mi zdi pa, da smo mu lahko hvaležni, da je živo med nami. No? Tako, ne vem, kako bi drugače rekel. Tako. Da je tle sama mladina. Oni dovolj zdravnik. Ja. Vojna sem 1937, on je prišel tukaj, Artur je imel spodaj svojo pravniško pisarno in Danilo Lokar je tle odprl ambulanto. In ne vem, imel je družine, bil je prav družinski zdravnik, recimo, tudi tu lahko rečem, da je iskal samo take, ki imajo denar. Ne vem, bila sem takrat, sem bila prvorojenka in je mama že hodila tako k njemu. Ona je prišla iz Čohov tukaj in so zidali hišo, še je kupujemo hišo. In tako, da smo bili kar skupaj sosedje tudi. In mama je recimo krvavela, recimo takrat je bila samo ena Litolina, ki je vozila v Staro Gorico. In mama je recimo imela točno naročen obisk pri recimo ginekologu v Stari Gorici. In ne vem, kako je on tako, verjetno so si pisali tako in vse zaupali, ker ta ginekolog je bil na travniku, potem me je tudi vozila s sabo, pa moja mama je bila tako anemična, je kar padala in zmerno otroke vozila, da je imela enega pri sebi. In kako je tu recimo tem gospa tudi sprejela, kavo skuhala pacientki, recimo kako si bil sprejet pri recimo specialistu. In potem, ne vem, je krvavela, vse je pozdravil, se mi zdaj tako, Potem je bil rojen recimo moj brat čez 4 leta, sem stara 4 leta približno, in ni prenesel nobenega mleka. Mama pa ni imela mleka. In kako je on tule ugotovil s štursko babico, seveda, ki je bila tudi izredna, kako je ugotovil, da mora ene škatle praha so potem s trsta švercali, da so tega otroka spravili, mislim, da je začel jesti, ker smo mu tudi svečko večkrat držali, tako se spomnim, je mama svečko žgala, da je bil prav, ne vem, no, v glavnem tako, kako je ta zdravnik do konca, spremljal. In potem, recimo, ja, tudi zobe zrivo, veste, to ni bil tako. Jaz sem bila recimo zelo anemična in sem imela zelo slabo kri
In potem seveda bil je družinski zdravnik in no, mi je dal, so rekli, ne konjske injekcije. Tu vam povem, da me je to bolelo in zapičil eno veliko tubo tam, tako da in dal eno, res je bilo noter rdeče, da ne vem, res konjska kril, kaj je bilo, ampak zanimivo. On je tako prišel recimo v ambulanto, imel ambulanto pa tako sprejemnico, kjer je pisal, in je pogledal tako skozi vrata, koliko se še, in potem je še enkrat odprl vrata in je rekel, kaj imaš 100 lir? Sem držala v rokah 100 lir, da mi je povedal injekcijo, in tako se spomnim, je bil pa tako, veste, tle je bilo v vsaki hiši bilo po 5 otrok, tle je bilo 100 otrok v Prešernovi ulici. In smo noreli, kaj sem, je bilo, nikoli ni kričal, ker recimo drugi, tej gospodari, Milče, Furlan, tudi Marcin, David so krčali o muli in tako, on je samo zaprl okna. Tako da, tako imam spomin, tak je bil tako. In potem recimo, ko je bila vojna in to, je bilo dosti recimo tetanusa, in tako se spomnim, je sosed umrl 9 let star Niko, se je zbudil z en cvek in kako je res prišel v tej samohranilka je bila mama, je imela 4 nezakonske otroke, vsakega z drugim, je šla samo zato, da je dobila kruh za te otroke, s tistimi oficirji in tako. No in je prišel v hišo, in je tako gledal, tudi smo gledali, zgleda, ne vem, je imel injekcijo ali ne, ampak fant je umrl, 9 let star. In ni prišel do Gorice pravočasno, tudi otrok ni povedal. Recimo nam je zrival trne, glažuno, iz pirte, tako smo gosti bili, pa staršem zube zarival, to je bil tak zdravnik, da je bil zdravnik, tam se piše sa recepte, se mi zdi. Potem tudi recimo med vojno se spomnim, zdravil ni bilo tako, vseeno v hišo in tako, da je pomagal človeku, če je. Zelo veliko spoštovanje je bilo med zdravniki in to lahko rečem, da smo bili tako vzgojeni, da mojemu očetu je hodil, samo to je prišel tako, rekel, bi ste prišel v moj streko pogledati, mi bo puščala in tako tak je bil tako, da je bilo, ne vem, Zelo lepo, ne so zastojni bali tetanusa. To pa res, veste, je moja teta ni imela otrok, in potem je mama moja rekla, ma pedi po vojni, pedi doktor Lokarju, on bo tako še kaj vedel. In potem je šla in je povedala, in potem je rekel, kaj vaša mama imela kaj otrok? Potem pa všetke sem šla v službo, sem bila to, da je stalno hodil v knjigarno, vsaki dan in je bral, takrat so se izdajali Cankarja, Dvorana dela. On je hodil po 2-3 ure popoldne knjizci, hotele smo imeli. Veste, ni vedel, da je 6 ura, da bi šli domov, pa smo bili tako vzgojeni, da nismo smeli niti meklen sprint, da bi tam enkrat cvali ven po domaček, in so kašljale, razbile vse in je on bral, potem pa je še 6 ura, oprostite, in je tekel domov. Recimo, potem tudi recimo, kot je rekel gospod doktor, nismo brali njega, se je tako pisal, da ni bil. Jaz sem, da smo imeli tako, z mene hodil, rekel, mojih knjig ne prodajate, mojih knjig ni v izložbi in zmerno je tako naskene, ampak niso šle njegove knjige, niso bile brane.
In je bilo težko tržiti, ne. Takrat so dajali, recimo pri delavskem svetu, pravnem odboru članov, vse ti prinesel knjigo za mene. Je bilo težko tržiti, ne. In tako da nismo znali tržiti. Ja, tako je bilo. Hvala, morda še In pa na koncu, ki je bil volan, ne, je pa moj mož slučajno tudi učil na Delavski univerzi in ga je dobil čisto podhranjenega. Tako da je on potem ga dal klical zdravnike, da so dali potem bomo ne mogli. On je recimo, je rekla, tovarišica Jela je rekla, 9 fižolčkov za ministrstvo vseh in je štela fižolčke. Koliko je dala kuhati. To so zelo taka dragoceni spomini. Ampak morda še katero vprašanje, mnenje? No, jaz glede knjig, jaz sem zdaj s prav drugačnimi očmi bral, jaz mislim, da moraš tudi v taki starosti, ko je zdaj moja, se mi zdi zelo zanimivo zabrati. Ker sem bil malce star do gimnazije, ma kaki lokar, ne? Ne bilo, ma zdaj sem ga bral prav drugačno. Je izjemno dober jezik njegov, ne moreš verjeti take primere, da jaz sem zdaj še bral, se kar. Ma ne Cankarja po moje ne prav neč. Po moji oceni ne, je prav drugačna izpoved. Ma ga bo treba še raziskovati, jaz mislim, da ja. Veš kako je, če primerjaš Cankarja, ne? Ja. Cankarja pa njega, poanta je, da te grenčine ima on malo manj. Ja. Ampak sicer pa, če gledaš kakšne situacijske zadeve, je pa pristop, lahko ga vidiš. In v teh črticah, jaz mislim, da tisk se je pač tako opredelil, ni mislil nič slabega. Vzel je neko sliko nekega časa, nekega prostora, ko se seveda, ja, pa revščina, seveda. Ta socialno vprašanje, to je. Tako da je neki elementi so, ki ga lahko, seveda noben nima rad neke etikete, to noben ne mara. Mislim, da je svojski jezik, res je svojski, prav svoj jezik ima, prav drugač dela. Tako da je pa res, ja, to kar socialno vprašanje je gotovo, ker tega se je dosti dotikal, te revščine in vsega tega. Mi nismo zdaleč do tega spet, tako kot stvari pelemo. Ja, to pa vedi, to bo. Pač se tudi, ker pišejo vsi ti kritiki ali pa raziskovalci, pač nekaj ima pred očmi eno temo in po tisti pele naprej, ne, tudi. Jaz čestitam tebi za to tvojo analizo, ne. Ti kot medikus seveda lahko zadevo gledaš z tega vidika, ne. Nekomu je tisti stavek zgolj bežen utrin. Ja. Tebi je pa vsebina, ne, to je pač, vsak bere knjigo na osnovi tega, kar ima v sebi. Ne more čitati knjigo na osnovi tega, kar je on zapisal, kar je imel v sebi. Tu smo se zadnjič pogovarjali isto, vedno je to refleksija. Vsaka umetnina je refleksija za posameznika, za vsako umetnino je refleksija posameznika sam njegova. In tega ti ne more noben vzeti. Ti vidiš v eni sliki nekaj, ali pa v eni knjigi nekaj in drug vidi drugo. In niti dva nista enaka, če me nekaj še vpraša, niti dva, kaj bereš. Nekaj te nagovori pač. In zato, Franc, zato je tudi zanimivo, ne, beremo te kritike, ne, ko včasih pravzaprav tako mimo tolčejo. Če greš čitati kakšne kritike za nazaj, ne, in pol rečeš, pa pismo, kako se mu je to zapisalo, bom uporabil ta izraz, kako se mu je to zapisalo, ne. Tako da je, to je resen problem, to je resen problem v umetnosti, pravzaprav kjerkoli, ne samo v umetnosti. Sej tudi v stroki, min grede, ne. Posod. Da nam ki je rekel. Tako da ja, to je pač. Še kdo? Ogledalo smo imeli zadnjič, ne. A ja, mogoče, jaz bom pa res zdaj, lih poznam tle Petra Rasporja,
ki je priznan strokovnjak z teh, bi rekel, epigenetika in ta stvar, dej še ti sam par stavkov povej o tem, no. Se mi zdi, ker jaz sem tu zaslutil noter pri tebi tuberkulozi. Kako si seveda ti zadevo izpostavil, ko se je potegnil, kako si je pravzaprav ekstrahiral iz zapisa, ne? Ja, je ta element noter. Seveda mi pri človeku tega nimamo tako natančno raziskanega, kot imamo pri, bom rekel, kvasovkah, pa pri nekaterih živalih, ki hitro živijo, ki imajo kratko življenjsko dobo. In vse te indikacije kažejo, da dednina, ki je prisotna v materini celici, dejansko nese to zadevo naprej, ker semenčice seveda tega ne more prinesti nič s seboj, ker je pravzaprav samo dednina, tle epigenetskega materijala ni. Tako da v bistvu vse, kar je epigenetskega, prihaja vedno samo od matere. Ne more priti to do očeta, ker je pač v spermiju očiščeno vse, je samo dejansko osnovna dednina tam noter zapakirana. In jaz mislim, da ta element stresa, ki si prej ga omenil, indirektno in tako, da imajo te stvari močan vpliv tudi na otroke, se lahko gledaš potem, kakšne stvari, ki jih danes malo drugače gledamo, kot smo jih gledali v naših časih, ko smo bili otroci. Tako da jaz mislim, da je v tej smeri kar nekaj, kar še ne razumemo, oziroma se nam zdi, da razumemo, pa bo čas prinesel, da bomo popolnoma razumeli, da bomo znali razvozljati, do česa pride kdaj. Poglej si ta idrski konc, ne se je več takih zadev, kar bi se dalo diskutirati. Jaz mislim, zato sem prej rekel, da se absolutno strinjam s tem, kako si je rekel. Meni se je to zdelo res zelo zanimivo, ta pogled, kako je on tu začutil in zaslutil in je pol opisal. Ampak veš, ti ljudje so prihajali iz čistega opazovanja, tudi študij medicine takrat ni bil biokemijski, ni bil na nuklearni magnetni rezonanci, ampak je bil dejansko narejen iz vidika opazovanja in ti ljudje so bili učeni opazovati. Danes bi se pa ti virtualno z mano pomenil, pa mi povedal, kje mi je, ne? Pa še malo slaba veza bila vmes, a me razumeš, ne? Tudi mogoče, To je v bistvu, veš, to smo stvari zapeljali, se bojim. Tudi mogoče še ena skušnjava je v današnji medicini, to bom še rekel prej, ko zaključimo. Veste, zdaj že leta in leta, 50 ali pa več let, želimo človeka razstaviti do ta zadnjega šravka, bi rekel, do ta zadnje matice. In mislimo, da bomo vse, če bomo mi zdaj vsak delček razstavili, kakor mehanik avto razstavi, bomo človeka razrešili. Ne bomo ga, ker tu živo bitje, se pravi vsak človek, ima še drugo plat. Tudi duševno plat, ki jo pa ne moreš tako razstaviti. In zaradi tega jaz mislim, da se tudi zdaj vse te razne identifikacijske krize, ki se selijo med narodi in med ljudmi, da se pač nadobimo več, kaj sploh smo, dosti krat, da je to povezano s tem, ker se pozablja na to drugo plat človeka. Se sam mehansko gleda kot neki odzuni, da se pa druga, kot objekt se pa ostalo pozablja. In mislim, da je tle eno veliko polje, ki se bomo mogli posvetiti, če bomo želeli ljudi nazaj spraviti v neko ravnotežje. In zato je pol tudi toliko zatekanja k tem raznim, rekel, in psihiatrom, in psihologom, in k temu. Rabimo pa ravnotežje v sebi, ne? Nismo sam mehansko sestavljeni. Naše misli so neverjetne, ne? To je druga plat, no? Jaz bi, gospod direktor, predlagala bi, da se z gospod Marjetko Bogataj pogovoriš, da napiše svoje spomine, ne samo družinske, pač pa tudi, vodila je tudi knjigarno v Ajdovščini, ki je prirejala večere z Lokarjem in razstavljala njegova dela. Tako da se mi zdi, da bi ta njen zapis spominov bil izjemno dragocen prispevek za zbornik. Ja, res je. Ja. Drugo pa, Franc, ti si se nekajkrat dotaknil Freuda. Ja.
Vendar sva že prejle mi dva ugotovila, da slovenski literarni zgodovinarji Freuda pravzaprav ne poznajo. In če napiše kdo, da so v Lokarjevem delu tudi elementi Freudove psihoanalize in tam napravi piko, potem ne vemo nič, kaj je s to psihoanalizo, ker je zelo malo ljudi, ki jo v Sloveniji pravzaprav tudi prvič prakticira in drugič raziskuje. Jaz sem danes na spletu pregledala najprej. V Lokarjevi knjižnici je 5 Freudovih del, v nemščini seveda. V slovenščini je prvo delo Freudovo išlo leta 1938, potem pa do 70 let v bistvu nič in glavnina del je pa začela izhajati po letu 2000, torej intenzivno po letu 2000 in sicer jih izdaja Slovensko društvo za psihoanalizo, v kateri pa niso psihoanalitiki Freudovega tipa, ampak raziskovalci Freudove misli. Recimo Mladen Dolar, Slavoj Žižek, Renata Salecl, pa še kakšen. Čisto pravih psihiatrov, ki bi se ukvarjali z psihoanalizo, je na Slovenskem ne preveč dosti. Zelo znana je pa psihiatrinja Vlasta Polojaz, tržaška Slovenka, ki je bila tudi, oziroma ja, ki je bila med ustanovitelji Tržaško-Videmskega psihoanalitičnega društva in je supervizorka pri tem Slovenskem društvu za psihoanalizo. No in ona je napisala izjemno dobro študijo o Bartolu, Vladimirju Bartolu in njegovem odnosu do matere in materinem odnosu do njega. To je predstavila na Primorskih slovenističnih dnevih, ki so bili na občinah. Ne vem, najbrž se nisi takrat bila, jaz sem takrat jaz jo poslušala. No, to se pravi, da ljudi, ki bi raziskovali morebitno pojavnost Freudovih idej v Lokarjevem delu, je na Slovenskem bore malo, da bi zares napisali ali pa raziskovali tako, kot je potrebno. Nekaj podob psihoanalitik je seveda tudi Lunaček, psihiater Lunaček, drugih pa kaj dosti, ki bi se s psihoanalizo ukvarjali, pa jih ni. So druge terapije. Zanimivo pa je, da je Bazilija Pregel, psihiatrinja, ki je bila Pregljeva hči, mu v pogovoru, to si v dnevnikih prebral, rekla, da bi bilo zelo dobro, če bi se ukvarjal z psihiatrijo, ker je najbrž bil izjemno dober opazovalec. Vendar pa mislim, da si je tam Lokar nekoliko preveč začutil je, da bi morda, če bi se ukvarjal z psihiatrijo, imel mnogo več miru, manjšo količino bolnikov, tako si jaz to tudi predstavljam in mislim. To bo rekla, ja. Ja, ker v ambulanto so prihajali ljudje vsakodnevno, in najrazličnejši iz cele doline. Kot psihiater imaš pa neke stalne paciente, s katerimi delaš in je recimo obremenitev, da spoznavaš nekega človeka, po mojem mnenju, manjša. Kar se Cankarja tiče in motivov, ki so bodisi pri Cankarju ali pa pri Lokarju, po eni plati je skoraj da nedoumljivo, zakaj gre pravzaprav pri Cankarju za nek svetoboljni odnos do sveta, za izrazito v zadnjem obdobju religiozni odnos do sveta, ki se mu Lokar odpoveduje. Motivi, kada oba dva zajemata iz avtobiografskega
iz svojega lastnega otroštva, je pa pri obeh prisotna. Zanimivo je to, da pa pri Lokarju, torej pri Cankarju so te črtice Moje življenje napisane prvoosebno, ne? Pri Lokarju prvoosebnosti ni. In zanimivo je tudi, razen v nekaterih novelah, ki pa se niso, recimo, Mater smo tistega jesenskega dne, se mi zdi, da je, ko prekopavajo Mater, pa morda še kakšno delo. No, zanimivo pa je, da ko je Lokar šel z skupino slovenskih pisateljev, ki so jasno, in pesnikov, ki so obvladali nemščino, na eno kulturno izmenjavo na Dunaj, so bili v kombiju, poleg Kajetana Koviča, ki ga je Lokar imel neizmerno rad, potem Grafenauerja, je bil tudi Lojze Kovačič. In takrat je, ki je izrazito avtobiografski pisatelj take vrste, kot je morda ta norveški Knausgard. In Lokar te izrazite avtobiografičnosti ni sprejel. Jaz sem se pogovarjala z njim in je rekel, da ne sprejema Kovačičevih del in ga je ostro kritiziral. Jaz prvikrat se mi zdi, da sem mu nasprotovala in sem rekla, da ne, da mislim nekoliko drugače. In ko so se naslednjikrat srečala, se je ponovno vrnil k Kovačiču in je rekel, sem šel še enkrat brat prav imate. To je bilo rariteta, da je kaj takega sploh rekel. Predvsem pa se mi zdi izjemno pomembno danes to, da smo Lokarja, da si nam Lokarja bral s svojimi očmi in svojo dušo. Zato, ker vse to, o čemer si ti govoril, sem je že ničkolikokrat prebrala, vendar sem brala popolnoma drugače. Prav drugače, ja. Nekaj podobnega sem mislil reči tudi sam, ampak mi je Ivana pobrala. Ja, današnji večer je prispeval k tej množici različnih posnetkov, razmišljanj, misli ljudi in teh prenosov. Tako da jaz sodim, da bo, ko bo konc teh naših srečanj, bo iz tega nastala neka nova slika, čisto drugačnega Lokarja, taka, ki ga nikoli morda niti mislili nismo, da obstaja. Dopolnjena slika, to bo bogata slika in to bo potem lahko tudi odlična podlaga za to, za nadaljnja raziskovanja. Iskal sem cel čas, ko smo začeli s to serijo, s tem nizom, pravi izraz, ti si uporabljal izraz raziskava. In mislim, da je to pravi izraz, ker to so po svoji biti so to ti večeri raziskave. Misliš, druga glava misli drugače. Tako kot je rekla Ivana, je bila rariteta, ampak Lokar si je premislil. Tudi neka vnaprejšnja slika o Lokarju, ki je mal tak čmeren stric, se spreminja lahko tudi v drugih glavah, ne samo moje, njegovi, njeni. Tako da me že težko pričakujem, pravzaprav, mislim, da imamo 23. Ko bomo tukaj gostili mladi rod in pa njihove vzgojitelje in učitelje. Kaj oni mislijo, kako oni vidijo Lokarja. To bo morda za nas, to bo dodatno obogatitev teh naših srečanj. Tako da to, Franc, hvala za ta večer. Tudi jaz sem razmišljal o Lokarju včasih, tudi ko sem bral nekatere pasuse, sem rekel, ja, tle zagotovo Freud, ampak nisem pa prepoznal, bi rekel, tudi specifike posamičnih, ali bolezni, ali pa socialno pogojevanih stanj teh ljudi.
Tako da je to fajn večer. Špelo prosim za asistenco. In, hvala. In še preden vas seveda povabim k naslednjemu srečanju, tu je 23. Vas bi pa povabil tudi v Črniče. Nekateri so spraševali, kje bo ta predstavitev knjige v Ljubezen nadaljavo. Gre za problem aleksandrinstva. To je nova knjiga, ki je šla, dogaja se oziroma viri za to knjigo podlaga je v Batujah, Črničah in v tistih okoliških vaseh. Dogodek bo pa v osnovni šoli v Črničah, tako da tu bo 21. in seveda lepo vabljeni. V dvorani, v telovečnamenskem prostoru, saj tam je vse na kupu, tako da v spode, ja, dobro, nadstropje niže. Franc, Lokarja ti nismo dali, ker si prebral že vsega, imaš pa Azada Karima. Ja, to pa tudi. Hvala lepa. Hvala, da si bil naš gost. Upam, da vam je bilo zanimivo. Kot rečeno, vabljeni še naslednjič. Vabim vas, da se še pogovorite ali s Francijem ali s komerkoli drugim in pa tudi, da se morda ustavite pa še katero rečete med sabo, tule v predvirju ali pa tudi tle noter. Lepo. Hvala, srečno. Hvala. No, še enkrat.